Jože Slak Džoka je eden tistih morda najpomembnejših predstavnikov tako imenovane srednje generacije likovnih umetnikov v Sloveniji. Poleg Šušnika, Vrezca, Šalamuna in tako naprej, je bil predstavnik tako imenovanega bad paintinga. Od vsega začetka je bil del galerije Kurna od začetka 80. let, ko smo ustanovili to galerijo, pa vse do zdaj. Zadnjo razstavo je imel marca leta 2011 za svoj 60. rojstni dan. Ko sem pripravljal to razstavo v spomin žal prezgodaj umrlega našega umetnika Jožeta Slaka, sem naletel na eno sliko in to je Babylon System, kakor je pač originalen rastafarijanski naslov te slike. In to je slika, ki je bila na tem mestu leta 1985, ko je imel Jože Slak Džoka prvič samostojno razstavo v teh prostorih. Ko sem jaz videl to sliko, me je na nek način tako navdušila, da sem pravzaprav po tej sliki dal naslov razstavi. Ampak ker nisem hotel ponavljati razstave iz leta 2011, sem iskal slike, ki jih že nekaj časa nekako ali nismo videli, ali pa že na nek način so že počasi odhajajo iz našega spomina. Zato sem zbral, ko bi rekel, ena posebna dela, delno retrospektivno, delno pač tudi z neko idejo, da pokrijem vsa njegova ustvarjalna obdobja. Za Jožeta Slaka je mogoče značilno, da je bil to človek, ki je vedno hodil proti toku. Če je šla neka splošna tendenca v eno smer, je on vedno šel proti tej smeri in tendenci. In vedno je hodil po svoji poti. Bil je ta prav boem, bil je posebnež, bil je vedno zelo kritičen. Bil je tudi človek mnogih talentov. Osebno je bil mojster, naprimer, borilnih veščin aikida, bil je izreden kuhar, bil je glasbenik, ampak to, kar je mogoče najbolj pomembno, bil je rezbar, to, kar je pa mogoče najbolj pomembno, je pa pri njegovem delu je način ustvarjanja, kako je on delal kako je pristopil k svoji likovni umetnosti. Namreč občutek imam, da je on vedno izdeloval slike. On jih ni nikoli slikal, ampak jih je moral fizično narediti, izdelati. Zato je bil les en material, ki mu je bil izredno blizu. In večino stvari začel je pravzaprav delati na lesu in je potem cel življenje, cel njegov opus ga ta les spremlja. V 2000 se začne v njegovem slikarstvu dogajati ena sprememba in če je bila prej figuralika zelo močna, kar naenkrat neke abstraktne forme začnejo prihajati. To doseže vrhunec z razstavo v Mali galeriji z naslovom Slika za slepe in pa seveda z razstavo v Kostanjevici. Za te dve razstavi tudi prejme nagrado Prešernovega sklada. Za njegovo slikarstvo je mogoče zelo važen sta dve stvari. Ena stvar so mogoče naslovi. Treba vedno
omeniti, da se mi zdijo pri Jožetu Slaku Džoki naslovi umetnin, slik izredno pomembni, zaradi tega, ker se mi zdijo kot neka vstopna točka za razumevanje njegovih del. In druga stvar, ki se mi zdi tako pomembna, je barvna paleta, ki jo on uporablja. Izredno blizu so mu fluorescentne barve. Fluorescentne barve so izredno problematične barve v likovnem polju, zaradi tega, ker so lahko zelo hitro banalne, so zelo kričeče in rabijo neko podporo, nek support za to, da zdržijo, se pravi, da se ne razdrobijo. Jože Slak je hodil v srednjo kemijsko šolo in potem se je hotel vpisati na kemijsko fakulteto. Eno leto je to delal, potem je to pustil, bil eno leto je poziral na Akademiji za likovno umetnost, bil je član prve jugoslovanske komune, hipijevske komune v Tacnu in potem se leta 1971 vpiše na Akademijo za likovno umetnost, profesorju Stupici, in leta 1975 zaključi ta študij. Naprej ga niso spustili, ni mogel več študirati na specialko. In zelo pomembno še v njegovem tem razvojnem obdobju je njegova štipendija, ki jo dobi in obišče Japonsko leta 1985-87. To definitivno zelo močno vpliva tudi na njegov razvoj, njegov likovni razvoj, ki potem sledi. Slike oziroma likovna dela, mogoče je boljše govoriti o likovnih delih pri Jožetu Slaku Džoki, so polne ironije, so polne enega humorja, so polne duhovitosti, po drugi strani pa imajo neverjeten občutek za lepoto. Lepoto slikarstva in užitek. In ravno to so tiste največje kvalitete, ki jih je lahko samo en tak mag, kakršen je bil Jože Slak, potegnil skupaj in potem ustvaril neke neprecenljive stvari, ki pač so nam ostale zdaj, ker ga ni več.